Mislim, da jaz prihajam iz družine, kjer smo malo nagnjeni za zasvojenosti, recimo z spanjem, pa knjigami in so potem tudi računalniške igrice nevarnost. Zato so mi bile kot otroku prepovedane. Ampak sem našla luknjo v zakonodaji in so me zelo pritegnile klepetalnice. Tako da sem pa forumi, tako da sem zelo veliko osnovne šole pravzaprav tudi jaz preživela z računalnikom in brskala po forumih in je bilo vse zelo lepo in novo in tako. Pa sem se sicer malo naveličala. Ampak je tako res internet kot komunikacijsko orodje je res neverjeten, ker z enim klikom prideš v stik z ljudmi, ki imajo zelo podobne interese kot ti in ne glede na to, kako zgledaš, ali pa recimo tudi, če se ne znaš preveč dobro izražati, ko pišeš, imaš veliko časa, da oblikuješ svojo misel in je to res ena taka fina komunikacija. Ampak sem potem odkrila, da velikokrat lahko pride do nekih konfliktov, do katerih ne bi prišlo, če bi se pogovarjala v živo, ker ljudje različno razumemo napisane stvari, se recimo tudi tako preberemo knjigo, ima vsak človek različno mnenje. In tudi tako v bistvu pogrešaš vseeno ta topel medčloveški stik, ki ti ga računalnik vseeno ne omogoča. Tako da sem primer pozdravljenega zasvojenca, ker zdaj nisem več tako zelo na teh klepetalnicah. So pa ta nova zadeva blogi, ki sicer so lahko zelo zanimivi, lahko pa so tudi izredno nezanimivi, kar je spet ta problem interneta, ker vsak ima dostop, če ima modem in lahko vsak napiše kar hoče, tako da je potrebno neko to kritično mišljenje, ko mislim, da bi ga mogli res vzgojiti še bolj, kot se ga je včasih mogoče, ker zdaj je res dostop do vsega, ko vidiš na internetu. In moraš biti ti kot oseba dovolj zrel in kritičen, da veš, kaj boš vzel resno in kaj boš označil za nepravilno, neprimerno. Tako da se mi zdi zelo pametno, da se je ta projekt začel in ga izredno